Pozdravljeni. Med Lewisom Hamiltonom ter Maxom Verstappenom je 6 točk razlike in 6 dirk je še do konca svetovnega prvenstva Formule 1. Poglejmo si skupaj, kaj lahko pričakujemo. Na začetku moram priznati, da sam pri sebi ne čutim nekih vedeževalskih sposobnosti, zato menim, da nisem prava oseba za napovedovati prihodnost. Vseeno, danes bomo skušali dobiti neko izhodišče, kaj lahko pričakujemo na zadnjih 6 dirkah v svetovnem prvenstvu 2021. Razlika med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom je samo 6 točk. Zaenkrat je v prednosti Max, ampak ta razlika 6 točk je manjša, kot je razlika točk, ki jih dobi zmagovalec ter drugi uvrščeni v posamezni dirki. Nato se te razlike med dvema zaporednima mestoma bistveno manjšajo, ampak vseeno, z mirnim srcem lahko govorimo, da ukolikor bo kdo želel postati svetovni prvak, bo moral na zadnjih 6 dirkah biti konstantno prisoten na odru za zmagovalce. 4., 5., 6. mesto ne pride v poštev. In seveda, odstop ali uvrstitev izven točk pomeni malodane tragedijo. A preden začnemo s tistim opisom raznih prog, ki so ostale še do konca tega prvenstva, se moramo zavedati še enega dejstva. Namreč mnogi izmed nas nismo pravzaprav razumeli, zakaj so pri tovarniški ekipi Mercedes vgradili Lewisu Hamiltonu pred veliko nagrado Turčije 4. motor z notranjim izgorevanjem, kajti 3. so mu vgradili za veliko nagrado Belgije. In v tistem vikendu okrog velike nagrade Belgije niso napravili velikega števila kilometrov. Nato pri dirki za veliko nagrado Italije Lewis Hamilton prav tako ni opravil velikega števila kilometrov, seveda skupaj s Maxom Verstappenom. To je sledila velika nagrada Rusije in menjava. Če malce špekuliramo, bi lahko rekli, da za zadnjih 6 dirk ima Lewis Hamilton na razpolago 2 motorja z notranjim izgorevanjem, ki imata relativno malo kilometrov. Pri Maxu Verstappenu je zgodba čisto drugačna. On ima seveda z malce špekulacije in po dosegljivih podatkih samo en motor z notranjim izgorevanjem, pa ima bistveno več kilometrov. Vemo, da na veliki nagradi Velike Britanije je uničil eno enoto in seveda na veliki nagradi Rusije je dobil nov pogonski sklop. A tudi na tej enoti se bodo začele od dirke do dirke nabirati številke vezane na kilometre. Zato ne smemo pozabiti niti na ta fakt. A pojdimo k tistim dirkam, ki nas čakajo še do konca tega prvenstva. In prva na vrsti je velika nagrada Združenih držav v Austinu, Circuit of the Americas. Čeprav bo marsikdo rekel, da je tu bistveno bolj potrebna okretnost ter pospeševanje iz samega ovinka, je dejstvo, ki je vsem nam jasno to, da je proga, ki je, hočeš nočeš,
pisana na kožo tovarniški ekipi Mercedesa. Kolikor pogledamo zmagovalce od sezone 2014 pa do predlanske dirke, bomo ugotovili, da je zmagal Mercedes, razen leta 2018, ko je zadnjo zmago dosegel Kimi Räikkönen. V Austinu ne moremo trditi z lahkim srcem, da bi bil Red Bull v prednosti in sam mislim, da bodo imeli tu precejšnje težave. A zgodba se hitro obrne v Mehiki, na progi posvečeni bratoma Rodriguez. Ta je na strani Red Bulla in to zaradi nadmorske višine. Zrak je tako redek, da tu, kljub temu, da so bistveno hitrejši, uporabljajo aerodinamične pakete iz Monaka. In če pogledamo formo v Monaku, se lahko spomnimo, da je bil Red Bull izjemno hiter, Mercedes, predvsem z Lewisom Hamiltonom, pa v velikih težavah. In tu seveda zna imeti Lewis Hamilton prednost zaradi motorja z notranjim izgorevanjem. Privošči si lahko malce višji režim obratov, medtem ko pri Maxu Verstappenu nisem prepričan v to. Ampak kar se tiče samih lastnosti bolida, je tu Red Bull v prednosti. Na to pridemo do velike nagrade Brazilije, kjer v Interlagosu se lahko zgodi marsikaj. A tu v progi posvečeni Carlosu Paceju je pogonski sklop bistven in imamo kar nekaj tistih znanih dolgih ovinkov z naslonom. Torej je malce pretirano reči, da bo tu Mercedes v rahli prednosti, po mojem niti ne. Poleg tega se moramo zavedati naslednjega dejstva. Tu bomo zadnjič videli tudi sprint kvalifikacijsko dirko. Pomeni 3 točke za zmagovalca, 2 točki za drugega uvrščenega in 1 točko za tretjega. Ob razliki 6 točk, ki jo gledamo danes, ne smemo pozabiti niti na to. A po tej dirki bo Formula 1 preselila vse bolide na arabski polotok, kjer bomo gledali zadnje 3 dirke. In prva dirka v Katarju je po svojem neznanka. Formula 1 še ni bila tukaj in ekipe nimajo tistega zaledja, ki ga dajejo podatki iz prejšnjih sezon. A proga v Lozaju nam je znana iz sveta MotoGP-ja. Torej, po mojem osebnem mnenju, po mojih predvidevanjih, bi znal biti tu Red Bull v prednosti. Kajti po mojem osebnem občutku je proga, kjer pride bolj do izraza okretnost samega bolida, kot tista groba, surova moč pogonskega sklopa. Torej lahko vidimo, da na prvih 4 dirkah, ki so še preostale v tej sezoni, imamo nekako izenačeno situacijo. Glejmo do konca, imamo še 2 dirke. Velika nagrada Saudove Arabije. Ta proga je zopet neznanka. Imamo ulično dirko in tu po svojem bi znal biti v prednosti Red Bull. Kolikor se spomnimo forme ne samo v Monaku, ampak tudi in predvsem v Azerbajdžanu, bi lahko nekako tako smatrali. Ampak tu bo prišel do izraza tudi pogonski sklop in seveda izgleda malce ponavljajoča se mantra. Ni zagotovo, da bodo pri Red Bullu in predvsem Maxu Verstappenu nekako uspeli izpeljati 6 dirk samo s tistim preostalim kompletom. In tu v Saudski Arabiji zna biti
ključni trenutek. Glede na progo in seveda tisto, kar nam je znano sedaj, bi dirko v Saudovi Arabiji nekako bolj podal na tisto stran, kjer je favorit tovarniška ekipa Mercedesa. In ostane nam še finale v Abu Dhabiju v Yas Marini. Tu mislim, da navdušenci Formule 1 nimamo kakih velikih dvomov, tu bo v prednosti Red Bull. To nam govore rezultati iz preteklosti, pa tudi rezultati sezone 2021. In seveda na zadnji dirki menim, da bo odpadel tisti izgovor pogonskega sklopa. Tu bodo vsi pri koncu, vsi bodo izrabili vse, kar so lahko v prejšnjih dirkah. Torej, tu se bo šlo brez rezerv. In kolikor svetovno prvenstvo bo zaključeno prej, bo tu v Abu Dhabiju izjemno zanimiv finale, kjer pa bo imel res Red Bull prednost. Obstaja še veliko spremenljivk, ki lahko vplivajo na sam zaključek prvenstva. Pozabiti ne smemo na vlogo drugega voznika, kar je zopet ena izmed tistih tem, ki jo pogostokrat omenjam. Ampak ta prispevek imejte samo kot neko iztočnico za razmišljanje, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. In kot običajno, gre za moje osebno mnenje, za moje osebno razmišljanje, s katerim pa ni nujno, da se strinjate, in prav je tako. Danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.